Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9. zjutraj na Patreonu, in če se mi želite pridružiti v živo, seveda, če to spremljate kasneje preko YouTuba, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Poleg tega se pa priporočam tudi za kakšen všeček, če vam je to všeč, in pa da tudi dodatno požene algoritem, da priporoča drugim ljudem, da si jo ogledajo. Danes je četrtek, 9. julij, in imamo kar precej zanimive novice, sploh kar se tiče našega evropskega območja. Na primer, Mica se je očitno kar začela, očitno so jo spravili kar v tek. Belgijski finančni regulator je kmalu po začetku polnega izvajanja evropske uredbe Mica izdal opozorilo pred 6 pooblaščenimi ponudniki kriptostoritev. Regulator opozarja, da ta podjetja nimajo ustreznih dovoljenj za ponujanje svojih storitev belgijskim uporabnikom in da obstaja povečano tveganje za prevare in izgubo sredstev. Dogodek kaže, da evropski nadzorni organi po uvedbi Mica prehajajo od priprave zakonodaje k njenemu dejanskemu izvajanju. Uporabnikom svetujejo, naj pred uporabo katerekoli platforme preverijo, ali ima veljavno licenco za poslovanje v Evropski uniji, saj se bo število opozoril in ukrepov proti nepooblaščenim ponudnikom v prihodnjih mesecih verjetno še povečalo. Tako da previdno, kar se tiče tega. Res, dajte preverjati, kam vi dajete svoj denar. Potem naprej, tukaj imamo zelo zanimivo novico. Tale chat control očitno prav noče umreti. Evropska unija je ponovno odprla eno najbolj spornih zakonodajnih tem zadnjih let, tako imenovani chat control. Države članice bodo znova glasovale o predlogu, ki bi ponudnike komunikacijskih storitev obvezal k odkrivanju in prijavljanju vsebin povezanih s spolnimi zlorabami otrok. Cilj zakonodaje je okrepiti zaščito otrok in olajšati odkrivanje kriminalnih omrežij, vendar predlog že od samega začetka povzroča ostre razprave med politiki, tehnološkimi podjetji in organizacijami za zaščito zasebnosti. Največ kritik se nanaša na možnost, da bi morali ponudniki sporočilnih aplikacij pregledovati tudi zasebna sporočila uporabnikov, kar bi lahko močno poseglo v pravico do zasebnosti in varne komunikacije. Posebej občutljivo je vprašanje šifriranja od pošiljatelja do prejemnika, saj številni strokovnjaki opozarjajo, da bi uvedba posebnih mehanizmov za pregledovanje vsebin lahko oslabila varnost vseh uporabnikov, ne le osumljencev kaznivih dejanj. Organizacije za človekove pravice zato opozarjajo, da bi lahko takšna zakonodaja ustvarila nevaren precedens za prihodnje posege v digitalno zasebnost. Po drugi strani zagovorniki predloga poudarjajo, da brez sodobnih orodij organi pregona vse težje odkrivajo storilce najhujših kaznivih dejanj na internetu. Po njihovem mnenju bi tehnologija za zaznavanje nezakonitih vsebin lahko pomembno prispevala k zaščiti otrok, če bi bila uvedena pod strogim nadzorom in z ustreznimi varovalkami. Ker države članice glede tega vprašanja še vedno niso enotne, ostaja negotovo, ali bo predlog tokrat zbral dovolj podpore za sprejem ali pa bo ponovno deležen sprememb oziroma preložen na kasnejši datum. No, ponovno glasovanje naj bi bilo danes. Zdaj za zavrnitev je potrebnih 361 glasov. Glasovanje smo imeli že na torek. 331 jih je glasovalo za, 304 proti in 11 je bilo zadržanih. Glede tega je opozoril tudi Tony Chapon v skupini kriptovalute.
Tako da, ja, jaz bom rekel tukaj, kar se tiče tega, zaščita naših otrok je primarno na nas starših, tako da v bistvu mi moramo biti tisti chat control. Zdaj, kar se tiče tudi tega, sem lik takoj iz zanimanja pogledal na ChatGPT, če je slučajno možen kakšen referendum na EU ravni, pa v bistvu to ni možno, tako da ja, to je tale naša demokracija v rokah peščice ljudi, ki odločajo za nas. Ampak povejte mi vi vaše mnenje, kar se tiče tega, kar napišite spodaj pod komentarji. Ponavadi se tam razvejo kar zanimive debate in tudi zelo rad podebatiram z vami. Ok, pojdimo mi zdaj naprej. Mica se razvija še naprej. Evropski regulatorji medtem pripravljajo tudi spremembe pri izvajanju uredbe Mica, ki se nanašajo na izdajatelje kriptosredstev iz držav zunaj Evropske unije. Namen sprememb je natančneje določiti, pod kakšnimi pogoji lahko tuja podjetja ponujajo svoje produkte evropskim uporabnikom in kdaj morajo pridobiti dovoljenje znotraj EU. Regulatorji želijo s tem odpraviti pravne nejasnosti, ki so se pojavile po začetku izvajanja Mica, ter zagotoviti enotnejšo uporabo pravil v vseh državah članicah. Pričakovati je, da bodo dodatna pojasnila vplivala predvsem na večje svetovne kriptoborze in izdajatelje stablecoinov. In pa še naprej si bomo pogledali malo Bitcoin, ki se je medtem znova znašel pod prodajnim pritiskom in zdrsnil proti pomembni podpori okoli $60,000. No, to si bomo pogledali ponovno v tehničnih analizah, tako da če spremljate to preko shortov ali preko TikToka, si le oglejte tudi celotni video, ponavadi je link spodaj v prvem komentarju. No, analitiki kot glavne razloge navajajo kombinacijo pobiranja dobičkov, previdnosti pred objavo novih makroekonomskih podatkov in povečane geopolitične negotovosti. Čeprav je kratkoročno razpoloženje nekoliko bolj previdno, številni tržni opazovalci poudarjajo, da dolgoročna struktura trga ostaja nespremenjena. Ključno bo, ali bodo kupci uspeli ubraniti območje okoli $60,000, saj bi lahko uspešna obramba te ravni ponovno okrepila zaupanje vlagateljev in odprla pot novemu poskusu rasti. Tako, to bomo tudi zdaj videli v tehnični analizi, preden nadaljujemo tam. Če slučajno še niste naročeni na ta kanal, se kar dejte naročiti. Tukaj imamo redno sveže in zanimive novice in pa seveda tudi tehnične analize. Ok, poglejmo mi zdaj Bitcoin. Tukaj imamo 15-minutni časovni interval in pa 4-urni časovni interval. Pa poglejmo, kaj se je zdaj dogajalo. V zadnjem času smo imeli kar eno lepo rast. Tukaj smo zdaj naredili odboj, zabijali smo se v tole mejo 62,300 in smo jo zdaj prebili. Naredili smo tale vrh in zelo zanimivo je, kar se dogaja zdaj tukaj. Precej ljudi stavi na padec. Tako da, ja, lahko bi se zdaj pričakovalo kakšen krajši popravek tukaj, ampak jaz bi po mojem pričakoval, glede na to, da zdaj stavijo na padec, nadaljevanje rasti. RSI trenutno je kar ok, imamo vrh, višji vrh, tudi tukaj vrh, višji vrh. Bomo videli zdaj, če pride do tega popravka, dokot bomo mi prišli in če bomo mi nadaljevali tole rast naprej. Tukaj točno na tem vrhu imamo eno likvidnostno območje, na tam nekje okoli 64,000 in bomo seveda spremljali, če bomo mi šli tole zdaj naprej pobirati. Tukaj na 4-urnem časovnem intervalu je pa zelo
zanimivo dogajanje, na to sem že opozoril v prejšnjih epizodah. Tukaj imamo tale padajoči klin, ki je bikovski vzorec. Prebili smo njegovo zgornjo mejo. In kaj se zdaj tukaj dogaja? Ne, mi še nimamo skrite bikovske divergence, smo pa prišli kar precej blizu. Zdaj, pričakovano bi bilo, da bi mi šli testirati tukaj tole zgornjo mejo kot podporo, ampak ni pa nujno. Ni pa nujno, tako da zdaj bo treba spremljati, če smo mi slučajno tukaj dobili odboj in če bomo mi nadaljevali tole rast. Seveda bi gledal najprej, da mi naredimo višji vrh od tega tukaj. In zanimivo, točno tukaj se nahaja tole naše likvidnostno območje na okoli 64.200. Je pa v zadnjem času Bitcoin, kar se tiče dolgih, kratkih pozicij, kar precej nevtralen. No, Ethereum je pa druga zgodba, se ga bomo tudi pogledali. Kar bi jaz zdaj predvsem spremljal, tukaj sta tale dva scenarija. Imamo bikovskega in pa medvedjega. Bikovski, da gremo testirati tole zgornjo mejo kot podporo, odboj in seveda rastemo naprej gor. Ampak kot sem rekel, lahko se odbijemo tudi prej. Ni zdaj nujno, da mi gremo testirati tole mejo. Tako da to je treba zdaj vsekakor spremljati. Medvedji je pa, da padamo mi naprej dol in seveda izgubimo tudi tole podporno mejo, kje bi se, ja, točno na tam nekje 60.000, če bi jo slučajno šli testirati naprej dol. Kar se tiče RSI-ja, imeli smo tole medvedjo divergenco, ki se je zdaj izvršila, skrite bikovske pa trenutno še nimamo. Ok, poglejmo si zdaj še likvidnostna območja, da vidimo, kaj se kaj tukaj dogaja. Mi smo označili tamle 62.000, tukaj imamo pa kar precej ljudi, ki so stavili na padec in stop losse imajo na tam nekje 64.000, torej ogromno likvidnosti je tukaj zgoraj, ampak precej blizu je tudi tale likvidnost tukaj spodaj, to je pa od vseh ljudi, ki so stavili na rast. In precej stop lossov imajo na okoli 61.500. In zdaj je vprašanje, kaj bomo mi šli najprej pobirati. Zdaj glede na to, da smo mi začeli pobirati likvidnosti zgoraj, bi bilo po mojem več možnosti, da mi nadaljujemo tole pot gor. Trenutno smo točno tam nekje na polovici. Zaenkrat jaz dajem več možnosti za naprej gor, bomo pa seveda videli, kakšen bo razvoj naprej. Poglejmo še za 2 tedna, da vidimo, če nam bo tukaj kaj več prikazalo. Ok. Ja, tukaj zdaj bolj vidimo bolj jasno sliko. Tukaj so likvidnosti na okoli 65.000, ampak jih še vedno ni toliko. Ogromno jih je pa tukaj od ljudi, ki so stavili na rast na okoli 60.000. Tako da, če gremo mi zdaj gor pobirati tole, bi potem bilo tudi več možnosti, da se preobrnemo in gremo pobirati tole tukaj spodaj. Torej, prva meja 60.000 in potem naprej, tudi tukaj je ogromno ljudi stavilo na rast na okoli 57.500. Bomo videli, kako se bo tole razvijalo naprej. Precej zanimiv tukaj je pa Ethereum. Tudi tukaj imamo 15-minutni časovni interval. Zaenkrat na 15-minutnem časovnem intervalu imamo cik-cak v stran. Izgubili smo tole trend linijo. Biki so se jo trudili pridobiti. Imeli smo en test. In potem pri ta drugem testu smo jo izgubili.
In zdaj bomo videli, če jo bomo šli ponovno testirati kot odporno mejo. To bi bila meja spet na tam nekje 1800. Zaenkrat je tudi pri Ethereumu zelo zanimivo to, ogromno stav na padec. Tukaj je tudi ena zelo pomembna meja, 1760. Medvedi so se jo trudili prebiti kar nekajkrat, no in potem na koncu jim je tole uspelo in zdaj bo treba tukaj spremljati, kaj bomo mi tukaj dobili. Ali bo zavrnitev, ali jo bomo prebili navzgor. In tako da to bi znalo biti še kar precej zanimivo. Zaenkrat meni tukaj kaže bolj tako na zavrnitev, ampak to je 15-minutni časovni interval, tukaj se lahko marsikaj spremeni zelo hitro. RSI drugače je ok. 4-urni časovni interval je pa v bistvu še bolj zanimiv, zaradi tega, ker tukaj se nam dela tole dvojno dno in zdaj se mi tukaj zadržujemo okoli tele meje 1800 že kar nekaj časa. Vse od 3. julija. Vse od 3. julija, ja, to je zdaj že kar nekaj dni. Biki so kar vztrajni. Cilj tega dvojnega dna je pa tole likvidnostno območje na okoli 2000-2060. Tako da bomo zdaj spremljali. Če bomo mi tole prebili, potem je tudi večja možnost, da gremo mi naprej gor vse do 2000. In kaj bo treba potem spremljati? Če mi dobimo zavrnitev od tele meje, kaj se bo potem dogajalo? Ali bomo šli testirati nazaj tole neckline mejo, ki je zelo pomembna, mora nuditi podporo bikom in potem seveda, da potem vidimo odboj naprej gor in nadaljevanje rasti. Če bi mi slučajno izgubili tole neckline mejo, potem bodo biki zelo kaznovani. To smo videli že večkrat. Zdaj seveda tudi tretja možnost je pa, da smo mi zdaj že kar direkt tukaj zavrnjeni in seveda padamo naprej dol. Tukaj spodaj je ogromno likvidnosti na okoli 1540 in to bo treba spremljati, če bomo mi šli tole pobirati. Seveda, če bomo zavrnjeni tukaj ali pa če se izvede tale medvedji scenarij. Kaj se trenutno vidi tukaj, kar se tiče RSI-ja? Zelo zanimivo je to. Na 4-urnem časovnem intervalu se nam je naredila skrita bikovska divergenca. Zelo zanimivo in to je zelo, zelo izrazita skrita bikovska divergenca. Tukaj imamo dno in pa višje dno v gibanju cene. Medtem ko tukaj imamo pa dno in pa celo nižje dno. Bomo mi zdaj tole spremljali, če se bo tole izvršilo. Ta glavna meja tukaj za spremljati je okoli 1800. Tukaj enostavno moramo videti preboj in pa nadaljevanje rasti. Ali je to zdaj vzorec preobrata, da bo Ethereum končno videl nek preobrat in morda nadaljevanje rasti? No, to bo pa še za videti v bližnji prihodnosti, kako se bo tole usmerilo. Problem je tukaj, da pri tem vrhu se je začelo nabirati tudi kar precej dolgih pozicij, pri tem dvojnem dnu, rekel sem dvojnem vrhu, se upravičujem. Ne, pri tem vrhu, čisto sem se zamešal, pri tem vrhu se je začelo nabirati kar precej dolgih pozicij, tako da to bo treba paziti,
da ne bodo ti ljudje zdaj v kratkem kaznovani. Ampak zaenkrat, vsaj meni se zdi, ampak zanima me tudi vaše mnenje, meni se zdi, da bi lahko zdaj tukaj prišlo do kakšnega preboja. Biki, kot lahko vidimo, tukaj so kar precej vztrajni in imamo tudi tole skrito bikovsko divergenco. Bomo videli zdaj, kako se bo tole izvršilo, to bomo spremljali še naprej. Zdaj, če se mi želite pridružiti v živo, kot sem že rekel, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Če še niste naročeni na moj kanal, se kar dejte naročiti, da ne boste kakšnega posnetka tega live-a zamudili. In pa priporočam se seveda tudi za kakšen všeček, seveda, če vam je tole všeč in pa da tudi dodatno požene algoritem. In tako, jaz vam zdaj želim en lep četrtek še naprej, imejte se fajn in se vidimo ponovno jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.